Lepo pozdravljeni, kupa ob sredah, peščenjena ura, da kratko predavanje ne bo predolgo. Današnja tema pa izgovori doma in v poslu. S pomočjo kupa kartic, kratki opomniki se bomo družili nekaj minut. Kaj imata skupnega 1. april in izgovori? 1. april, vemo, je dan norcev, drži. V 18. stoletju je ta dan potegavščin noči, nekje neškodljive laži, prestopil meje Francije, tudi v druge dele Evrope. Je pa ravno iz Francije znana mrtva riba, torej ko so tistemu, ki je bil predmet natolcevanja in norčevanja, na hrbet pripeli ribo, od tod tudi izraz aprilska riba. In kaj ima to skupnega z današnjo temo, torej praznik norcev, s tem običajem lovljenja kukavice? Izgovor je neškodljiva laž, takrat, ko si tovrstno povratno informacijo namenjamo sebi, neškodljiva laž, vsaj na prvi pogled. Gre za to, da si morda izmišljujemo različna opravila pri lastnem upravljanju časa, da se nam ni potrebno lotiti tiste prave, osrednje naloge. Izgovarjamo se pred samim seboj, da še poležimo v teh dneh, ko je morda urnik v samoizolaciji marsikomu, ki ni vajen delati od doma, postavljen na glavo in se opravičuje, da še ni čas za, na primer, jutranjo razgibavanje ali delovno kavo na daleč s sodelavci. Izgovor, ko je namenjen meni, torej samemu sebi, je dejansko neko opravičilo, pri katerem po slovarju slovenskega knjižnega jezika ne navajamo pravi resnični vzrok za to, da nekaj ne naredimo, da nečesa ne izrečemo. Zato je naslov današnjega druženja izgovor doma in na poslu. Namreč tisti, ki izgovore zelo pogosto uporabljajo v zasebnem življenju, ker se ne želijo soočiti z resnico, ki jim v nekem trenutku ni všeč, ali niso dovolj samozavestni, da bi zavrnitev na verodostojen, argumentiran način posredovali sogovorniku, torej nekomu drugemu, ponavadi izgovore uporabljajo tudi v poslu. Gre za to, da nam morda manjka nek globinski občutek zavedanja poslanstva, zakaj bi nekaj naredili, in potem je pač lažje reči, da ni pravi čas, da ni denarja, da niso dobre okoliščine. Gre tudi za naš notranji zemljevid, za prepričanja, ki so posledica nekih preteklih izkušenj, spoznanj, da se to itak ne splača, torej rajši ne bomo. In pa seveda za iskanje nekega smisla, torej ne samo kako bomo nekaj naredili, izrekli, ampak tudi zakaj bomo vse to naredili. Izgovor med epidemijo je na primer pogost v smislu, da odlagamo tisti dan po koroni, dan potem. Zavedamo se morda potiho ali na glas, da bo tako v gospodarstvu, kot morda tudi v naših medosebnih odnosih, potem vse drugače, pa se izgovarjamo, zakaj bi zdaj razmišljali o tem, saj itak ne moremo ničesar narediti, samo preživeti moramo do takrat, da se okoliščine spet znormalizirajo. Pa je to pasivno čakanje resnično tista prava pot. Pa resnično ne moremo ničesar postoriti za boljšo komunikacijo, za boljše odnose, za boljši sistem, tako znotraj našega doma, kot v poslovnem okolju, s katerim morda večina med nami vzdržuje odnose na daljavo. Običajna izgovora v našem vsakdanjem življenju sta, se veste, nimam časa in nimam denarja. No, in v tem momentu smo soočeni preobilici časa. In po mojih izkušnjah, tudi v kupa komunikacije, ko na primer izdelujem kvalitativno raziskavo kupa prvi vtis, ugotavljam, da je tudi preveliko ali preveč izvora lahko velika težava, ki se moramo znati prilagoditi. Tako imamo morda
zdaj, ko imamo naenkrat vsaj nekateri preveč časa, še bolj pestro paleto izgovorov, tako v odnosu do sebe kot do drugih družinskih članov in morda tudi poslovnega okolja. V poslu izgovor štejem kot neučinkovito povratno informacijo. Vse poznate tisti primer. Ljudje, ki so stari 40 let in so premladi, da bi nekaj storili, in potem napolnijo 41, 42, 43 in so naenkrat prestari, da bi nekaj storili. Skratka, izgovor vedno pride prav. Bistvo iskanja izgovorov je dejansko v tem, da človek išče razloge proti, namesto da bi iskal razloge za. In sama v Kuba komunikacije dojemam izgovore kot nepošteno ravnanje v obliki majhnih laži sebi in velikokrat tudi v obliki velikih laži drugim, kot način, kot izbrano pot, s katero se izognemo preprosto temu, da si nalijemo čistega vina ali da tudi drugim povemo resnico. Torej, kaj je pravi razlog izgovora? Prodajnikom se na usposabljanjih ponuja praviloma ameriški pristop, torej z vrtanjem različnih oblik vprašanj, vprašalnic, od lijak, ki ga uporabljajo kriminalisti, ko počasi vrtamo, da pridemo do bistva problema in najdemo dokazno gradivo, do tipa odprtih, zaprtih vprašanj in vseh ostalih, da bi ugotovili, zakaj se nam sogovornik z izgovori izmika. Sama sem bolj privrženka energije prodaje, hipnotične prodaje, hipnotičnih komunikacijskih odnosov, ki temeljijo na energiji naši in tudi seveda sogovornikovi. Mislim, da se lahko izgovorom izognemo tako, da preprosto ugotovimo, kje sogovorniku odteka energija. To pomeni, ali mu primanjkuje denarja, ali ima premalo ali preveč dela, se boji tveganja in mu skušamo rešitev ponuditi na tej točki, ali kje ima sogovornik preveč energije, kar pomeni preveč negotovosti, previsoke stroške, premalo prihrankov in mu spet skušamo ponuditi rešitev tukaj. Torej, ponujanje rešitev v smislu, ali našemu sogovorniku odteka energija na določenih področjih, ali jo ima na določenih področjih preveč. Če se tega ne zavedamo, potem nam izgovori služijo kot zelo dobra tlakovana pot v zavrnitev sogovornika, tudi v zavrnitev dodelitve ali sprejema posla. Zavrnitev je dejansko glagolni kot beseda zavrniti in spet, če pokukamo slovar slovenskega jezika, je besedica zavrniti nekoga opredeljena kot početje, ko z besedami, s kretnjami izražamo, da ne želimo tega, kar se nam daje ali kar se nam ponuja. Ob sprejemu zavrnitve moramo seveda ugotoviti izvor. Torej, deležni smo zavrnitve, ne hvala, ne bomo sodelovali, ne potrebujemo ta hip tega, morda se slišimo v prihodnje, v času epidemije ne poslujemo na daljavo. Skratka, veliko razlogov, ki niso nujno resnični, lahko je to samo način, da nas sogovornik odpravi, ker v nekem momentu to, kar mu mi ponujamo, ne prepoznava kot rešitev za svoje težave ali probleme. In ob sprejemu zavrnitve moramo v bistvu ugotoviti izvor. Najprej nima smisla nekoga, ki je že sveto prepričan v to, da ne potrebuje naše storitve, prepričevati po ameriškem modelu, čeravno sem tudi enkrat sama to postorila, o tem povem malce pozneje. Skratka, najprej se soočimo s sedanjostjo, zakaj se mi je ta zavrnitev zgodila, s preteklostjo v smislu, da analiziram sogovornika in sebe, da ugotovim razloge,
Potem, ko sem v bistvu zavrnitev sedanjosti najprej stoično sprejel, tudi v skladu s statistiko, po 10 ne-jih pride končno da. In se seveda usmerim v prihodnost, kaj je treba narediti, da se mi to ne bo več zgodilo. Pri pogovorih kupa Prvi vtis, kjer preverjam 10 različnih situacij in naročniku ponudimo vpogled v sistemske izzive, ki zadevajo predvsem lastnike, direktorje in v komunikacijske odklone, ki so povod za komunikacijsko usposabljanje zalednega in drugega kadra v podjetjih, ugotavljam, da velikokrat morda ne znam argumentirati, kakšna je razlika med kupa Prvim vtisom in zelo znanim opevanim skupico plusov in minusov kvalitativna raziskava Skriti kupec. Ko sem, na primer, se pogovarjala in ponujala vavčer oziroma izdelavo digitalne strategije, s katero lahko podjetja pocenijo izvedbo oziroma pripravo, sem pri analizi prihajala do tega, da dejansko mnogi sogovorniki sploh niso razumeli, zakaj pri digitalni strategiji gre. Večina med njimi je pa razmišljala predvsem, kako potegniti razpoložljiv denar in ga prekanalizirati v neke druge stroške. Skratka, jim prvotno poslanstvo, digitalna strategija sploh ni bilo tisto pravo izhodišče za pogovor. Za energijo z obeh strani gre, ki potem pripelje do neke zavrnitve, ki je obdana s kopico različnih izgovorov. 75% razlogov za zavrnitve pa navadi vedno v ponudniku, prodajalcu, če hočete, ne. To pomeni, ko se zazremo vase, si moramo vendarle priznati, ali smo z nekom resnično želeli sodelovati, ker če nismo, potem sogovornik to tudi občuti. Naši razlogi za neželeno sodelovanje z nekom so lahko različni, tudi energetsko ujemanje ali neujemanje, tudi prepričanost posameznikov, da že vse vedo in potem jim seveda težko dodaš še kakšno dodano vrednost. Potem razlogi lahko, da nismo prepričani v svoj izdelek in storitev oziroma s tem, kar zmoremo, znamo, pač v nekem momentu presodimo, da morda sogovorniku ne bi mogli dovesti toliko energije, toliko dodane vrednosti, ki jo v tistem trenutku potrebuje, in potem je seveda najbolj pošteno si naliti čistega vina, posredovati takojšnjo povratno informacijo, po eni strani prehitiš zavrnitev, po drugi pa tudi ne pustiš, da se kuhaš kot žaba na toplem v pričakovanju neke morebitne pozitivne povratne informacije. Skratka, preprečiš sam izbruh sogovornikov na izgovora na sogovornikovi strani. Kaj se zgodi po zavrnitvi? Najprej nam pade motivacija. Statistika pravi, da 40% prodajalcev takoj po prvi zavrnitvi odneha. Preostali še poskusijo in zdaj od preostalih 56% je še dobrih 22% takšnih, ki pa odneha po drugi zavrnitvi. Zato je en moj napotek kupa komunikacije konec koncev tudi ta, da se moramo zaljubiti v stranko. Stranka je lahko tudi soproga, soprog, otroci, tašča, tast, s katerim si delimo v teh dneh 4 zidove. Gre namreč za to, da pri zaljubljencih, pri fantih, ki osvajajo, je ta statistika povsem drugačna. Ob prvi zavrnitvi se fant še bolj zagreje za punco, ob drugi zavrnitvi pa se praviloma njegova motivacija, da bi jo osvojil, še poveča. Od tod torej nasvet, da je dobro, da se zaljubimo v sogovornika, stranko, skratka, da ne dovolimo, da nam ob prvi zavrnitvi motivacija se dejansko skoraj da prepolovi. Zavrnitev je po mojem mnenju zapisana tudi v naši energiji, pa ne le v naši, tudi v sogovornikovi. Kot lahko sogovornik prečita nas in oceni našo energijsko vibracijo, lahko seveda tudi mi sogovornikovo in prepoznamo v njegovi povratni informaciji in komunikaciji iskrenost, dobronamernost, dejansko pripravljenost za sodelovanje ali le tipanje terena,
Včasih so pogovori namenjeni tudi pridobivanju nekega brezplačnega znanja in izkušenj in dejansko sogovornik z druge strani niti nima namena poslovati ali sodelovati z nami, ampak skuša samo pridobiti čim več nekih brezplačnih, koristnih napotkov. Pomembno je torej dati stranki energijo, ki si jo želi, ali pa odvzeti tisto energijo, ki jo muči. In na primer, če se preselim na dom, na izgovore in zavrnitve znotraj 4 zidov, če žena drži vse 4 vogale, je ves dan vpeta v animacijo vseh družinskih članov, ki so ostali doma, kdo bo kdaj na prenosniku, poskrbi za kuho, za pospravljanje, še kupica nekih drugih zgodb. In v tem dnevu izgublja energijo, potem so seveda želje partnerja zvečer po neki dozi svojega zadovoljstva povsem odvečne, saj skozi ves dan ni delil in prispeval svojo energijo k opravljanju različnih obveznosti. Zato je zelo pomembno, da če smo skupaj v teh dneh med 4 zidovi, da se skušamo čim manj izgovarjati, čim manj zavračati v komunikaciji, v odnosu drug z drugim in se truditi, da drug drugemu čez dan prek različnih oblik dovajamo pač energijo, ki jo potrebujemo, da tudi to samoizolacijo nekje preživimo s čim manj praskami, s čim manj načetimi odnosi. Zavrnitve v poslu so seveda lahko pogubne in zato je pomembno, da komunikacijo, ki temelji na zavračanju za kopico, za lase privlečenimi izgovori, takoj zaključimo, ker s tem, kot je rečeno, po tem ne smo bliže da in samo to čakanje v zraku, ali bomo dobili zdaj posel, ko smo se pogovarjali, pa prvi, pa drugi, pa 5. sestanek, pa klic, pa mail, pa ko bo on vedel, pa ko bo ta prišel z dopusta, pa on z bolniške, nam dejansko jemlje kopico energije in v tem primeru je veliko boljše potegniti črto in si naliti čistega vina, ne tega posla v tem momentu ne bo, morda kdaj drugič, morda kdaj pozneje, ne izgubljamo tudi energije za stranko, ki nam očitno ne zaupa dovolj, da bi lahko dovedli potrebno dodatno energijo v obliki znanja, izkušenj, v obliki usposabljanja za komuniciranje, ali da bi odvzeli odvečno energijo, ugotovili, kaj se skriva za mobingom v podjetju, zakaj toliko reklamacij, kaj se dogaja z povečano količino bolniških odsotnosti, zakaj ljudje zapuščajo določeno enoto, drugo pa ne, je morda razlog vodja, ali so res vsi tisti, ki so odšli, toliko slabi delavci. Skratka, če ni neke pripravljenosti, in to se tudi zazna v pogovoru, da se nekdo sicer že zaveda, da mu manko energije predstavlja poslovne probleme ali povišek energije, previsoki stroški, preveč reklamacij, pa vendarle še ni nič pripravljen storiti za to, pomeni, če se izrazim s prodajnim jezikom, da še ni v tistem delu prodajnega lijaka, da bi mu lahko z našo storitvijo koristili, še ni v fazi zavedanja, torej da bi lahko drug drugemu pomagali. Prepoznati je torej po mojem mnenju treba že prepričane vernike, predvsem ti zelo radi uporabljajo kopico različnih izgovorov. Iz moje prakse se spomnim, da mi je na primer en direktor večjega proizvodnega podjetja v organizaciji prvih dogodkov Kupa rekel: tokrat ne morem, pokličite me čez 1 leto za naslednji dogodek. Potem vodja izobraževanja enega zelo velikega logističnega podjetja me je vse skozi prepričevala, kako je treba slona v bistvu gristi po koščkih in da so oni tako veliki in da moramo korak po korak.
Na koncu smo imeli 3 realizirane sestanke, veliko pogovorov po telefonu, pripravo ponudb, vabilo, da se sodeluje pri razpisu, ki se je seveda v zadnjem momentu spremenilo v smislu, da se je dodal aneks, ki je bil namenjen tistemu, ki je raziskavo za njih že doslej opravljal. In ko je preteklo kar veliko mesecev z obljubami, začeli bomo septembra, pa potem novembra, pa v začetku januarja, marca pa definitivno, se je na koncu zgodilo, da se je ta gospa začela seveda izogibati tudi klicem po telefonu, ni odgovarjala na maile in takšen način komunikacije z kopico privlečenimi izgovori je bilo treba pač preprosto zaključiti z črto, da se zahvaljujem za poskus sodelovanja, ki očitno ni obrodil in ne bo obrodil sadov in želim še veliko uspeha naprej. Torej, dotok svoje energije sem ustavila s tem, da enostavno pač nisem sprejemala več kopice nekih izgovorov, ki so postajali vse bolj pritlehni, na koncu bi jih lahko označila že za prav nesramne, če se ne odgovori niti na e-pošto na dogovorjen dan, niti ne dvigne telefon po sistemu poklical bom nazaj, pa tega klica se seveda nikoli ne vrne. Tako da izgovori in način zavračanja sodelovanja, komunikacije z izgovori je lastnost, jaz pravim, določenega tipa ljudi, ki jim je iskrena, učinkovita, povratna komunikacija tuja in praviloma ne ravnajo tako samo v poslovnem svetu, ampak imajo veliko izgovorov in izogibanj tudi v zasebni komunikaciji. Zato je tole kratko predavanje dejansko namenjeno vsem, ker iluzorno je pričakovati, da smo dvojne osebnosti, ko se na nek način vedemo doma, v poslovnem okolju pa čisto drugače. Pri določenih odzivih morda res, smo doma bolj mirni, pa ne vem, v poslovnem okolju kdaj povzdignemo glas ali obratno, ampak način soočanja z situacijami pa je vendarle prevladujoč. Povratna informacija pri izgovorih terja od nas, da se zavedamo moči, torej moramo si priskrbeti naslednji korak z vprašanjem, kaj je najina naslednja aktivnost, pokličete vi, jaz, kdaj in kaj nama je še preostalo, da postoriva. Razjasnimo smisel pogovora, torej o čem sva se dejansko pogovarjala in kaj sva se dogovorila. Na tej točki se velikokrat vidi, da je namen pogovora drugačen od sprva napovedanega okvira. Preveriti moramo temo pogovora, torej, da točno vemo, kaj je sogovornikova želja, kaj so v bistvu dejstva, ki stojijo, kaj je njegovo osebno mnenje, se morda potrebuje še mnenje koga, ki mu je nadrejen. Skratka, pri tej povratni informaciji, s katero se lahko izognemo prejemanju izgovorov in posledično morda zavrnitvi, ali pa tudi ne, lahko na koncu tudi sodelujemo, če se izognemo sprejemanju teh izgovorov, je torej, da se zavedamo moči povratne informacije, želimo vedeti, kaj je naša naslednja aktivnost, preverimo smisel tega pogovora in samo temo pogovora. In pomembno je, da tudi preverimo, s kakšnim sogovornikom imamo opravka, torej ali je to dovolj prožen sogovornik, kakšna so njegova stališča, so trdna, niso trdna, je pripravljen omehčati kakšno izhodiščno stanje. Napotek, da se pa sploh lahko izognemo situacijam, ko zapademo nekje v krog posredovanja in sprejemanja izgovorov, je, da ustvarimo ozračje, občutek, počutje zaupanja, pomembnosti sogovornika in tudi lastne pomembnosti. Konec koncev moja vrednost se v mojih očeh zniža, če sprejmem kopico izgovorov, da nečesa ne bom naredila. Vzdušje sproščenosti, zadovoljstva je prav tako pomembno, da ne bomo iskali bližnjic, kar konec koncev izgovori so. In da se vsem pritiskom nejasnosti upremo, tako da jih razjasnimo z pojasnili, z vprašanji.
Dobro je vedeti, da ljudje, tako doma kot v poslu, dejansko ne kupujete, ne kupujemo tega, kar nekdo počne, temveč to, zakaj nekdo počne. Torej, da se vprašamo, zakaj bom danes nekomu v družini nekaj pomagal, nekaj naredil zanj, ker bo to tudi to energijo začutil, a ne. Gre, jaz pravim, v energiji odnosov za brezpogojno ljubezen, če že nekaj naredimo, da to naredimo z nekim plemenitim, z dobrim namenom, resnično v zavedanju, da smo dali koristno znanje, izkušnje, da bomo naročniku morda s tem resnično pomagali rešiti problem, mu dovedli potrebno energijo ali zmanjšali tisto nepotrebno energijo, in potem je povsem logično, da temu sledi tudi račun za naše opravljeno delo, in izdanega računa se nimamo zakaj sramovati, saj smo v bistvu del svoje energije, z delom svoje energije oplemenitili sogovornika, poslovnega partnerja in sva izmenjala energijo. On je dobil od mene to, kar je potreboval, in mi to plačal s svojo energijo v obliki denarja. Stvari so zelo preproste, če se najdeta seveda dva sogovornika na isti valovni dolžini. Misel za današnjo Kupa ob sredah je popolnoma vse, kar se nam dogaja, zahteva najprej energijo naših misli. In če ta energija misli ne obstaja, potem tudi ne pride do nekega dogodka v naši fizični realnosti, stvarnosti. Torej, če zaupamo v nekaj vase, potem po tej logiki ni ničesar takšnega, da ne bi mogli tega tudi doseči. Zato je zelo pomembno, da smo pošteni do sebe in drugih, kar pomeni, da izgovori ne bodo več moja, tvoja, majhna laž sebi, tebi, da izgovori ne bodo več način zavrnitve sogovornika, in da bo moja ali tvoja pot korektna, pravočasna, komunikacijsko učinkovita povratna informacija, tako do sebe, kot seveda tudi do drugih. Ostanite zdravi, srečno, lep pozdrav iz Kupa komunikacije.